Festival kuhanega vina in čaja. Božičnica dviguje motivacijo. Lipa 12 let kasneje. Po sledeh dražb. Nepravilnosti ni, priporočila so. Zaključek projekta Foto Trio. Gore v sliki in besedi. Afera Romeo in Julija. V soboto se je v okviru prazničnega decembra odvilo že tradicionalno četrto tekmovanje v kuhanju vina in čaja. Letošnja novost je bilo zaprto mestno jedro Medvod in tako po mnenju organizatorja javnega zavoda Sotočje Medvode tudi prednost in vzrok še večjega števila obiskovalcev. Letos se je pomerilo 11 ekip. Čigavo kuhano vino in čigav čaj pa je bil deležen največjih pohval. V okviru aktivnega prazničnega decembra se je v soboto na zaprtem mestnem jedru odvilo že tradicionalno četrto tekmovanje v kuhanju vina in čaja v organizaciji javnega zavoda Sotočje Medvode. Glede na to, da se je v prvem letu zelo dobro zadevo prijela, smo v bistvu samo iz leta v leto razvijali. Kakšnih bistvenih sprememb od lani niti ni. Lani smo prvič uvedli skodelice, torej plačljive skodelice, s katerimi potem lahko degustirate v nedogled. Letos so samo drugih barv kot lani. In pa mogoče tista glavna novost je pa nov prireditveni prostor. Kajti vemo, da je na prostoru, kjer je bilo to do sedaj drsališče, in smo našli nov prostor tukaj na cesti. Zaprli smo v bistvu center Medvod in moram reči, da se je prostor zelo obnesel. Ljudi je še več kot lani, šalc pa ne bo zmanjkalo letos. Upam, da se ne bo treba ugrizniti v jezik. Na četrtem tekmovanju v kuhanju vina in obenem tretjem tekmovanju v kuhanju čaja so sodelovali skoraj vse krajevne in vaške skupnosti, razen krajevne skupnosti Medvode center, krajevne skupnosti Preska Žlebe in krajevne skupnosti Seničica Golo Brdo. Med 11 ekipami je tekmovala tudi občina Medvode, odbor za mednarodno sodelovanje, kjer so bili tudi predstavniki Italijanov iz Ponte San Nicola in Francozov iz Kreja in tudi ekipa medvoškega drsališča. Letošnja novost je bila ta, da so za namen prireditve zaprli mestno jedro Medvod in tako po mnenju organizatorja javnega zavoda Sotočje pridobili več prostora in zahvalno temu tudi prednost in hkrati vzrok še večjega števila obiskovalcev. Medtem ko so pravila za sodelovanje pri glasovanju ostala ista. Torej vsak obiskovalec je proti plačilu 3 evrov pridobil lonček, letos v rdeči in zeleni barvi in žetone za glasovanje. Moram reči, da sem probal takoj na začetku, še preden je bil ta velik naval obiskovalcev, tako da težko rečem, kateri so najboljši, ker nisem probal še vseh, ampak glede na tisto, kar sem pa slišal, da je voditeljica govorila z njimi, kaj vse so scoprali v vino in v čaj, se veselim degustacije vseh. Dobrih 650 lončkov z napisi je bilo prodano med vse poskuševalce. Skratka, poskuševalcev opojne tekočine in tudi tiste manj opojne je bilo tudi letos zelo veliko. Probal sem sam dobre. Do dobrih bi posebej pohvalil Zbilje. Zbiljci, bravo! Torej boste tudi za njih glasovali? Sem že, še enkrat, bravo Zbiljci. Ja, Smlednik. Zakaj pa za Smlednik? Domačo vas. Zakaj pa ta vin bil toliko boljši? Ja, ne vem, po okusu je boljši. Kateri čaj ti je bil najboljši? Žlepški. Boš tudi za njih glasoval? Ja. Kokič pa si že na tem tekmovanju čaja? Prvič. Boš prišel naslednjo leto tudi? Mogoče. Danes? Za Katarino, katarinski čaj. Koliko ste jih pa probala? Vse. Vse ekipe so dobile osnovne sestavine, ki jih priskrbi javni zavod Sotočje Medvode, to je vino in vodo, vse ostale skrivnosti pa so dodale same, prav tako pa so na vseh stojnicah ponujali ob kozarčku še domače dobrote. Prav tako so imeli svojo stojnico taborniki, kjer so ponujali prav posebne palačinke. Mi pečemo palačinke, pa uživamo v glasbi, pa tako. Torej, kakšna pa je posebnost taborniških palačink? Da so ful boljše od vseh ostalih. Lansko leto je v kuhanju vina zmagala ekipa krajevne skupnosti Pirniče, medtem ko je najboljši čaj lansko leto skuhala ekipa krajevne skupnosti Preska. In kako so nas letos nameravali prepričati? Glede na to, da ste Pirniče, krajevna skupnost Pirniče lansko leto zmagali, mogoče kaj je skrivnost vašega vina letos? Ja, pa se pravi, tega se ne izdaja, ne, to mogoče bomo drug let kaj izdala, ne, tako da pridite drug let nazaj, pa boste videli. Torej letos tisto na zmago?
Itak, seveda. Mislim, da nismo samo lani zmagali, ampak tudi malo nazaj, ne. Tako da mi smo že navajeni, ne, na vse zmage, tako da letos še na zmago na Prčaju računamo. Kakšna je vaša pot do zmage letos? Čisto enostavna. Treba je se v lonec zmetati pa skuhati, pa kukar je, ampak ne še najboljši. Kaj pa je vaš najboljši? Ja, ker je smlednika, ne? Kakšen pa je? Je kakšna skrivnost v pripravi? Vidim, da ga še nis poskusila. Mi zmeraj zmagamo, sicer ne v kontekstu tega na tekmovanja, ampak znotraj naše krajevne skupnosti, ker smo zmagovalci vsi, ker v bistvu to, kar delamo z eno tako zmagovalno silo. Zato nam ratuje včasih, a ne. Moram pa reči, da nimamo čaja, smo pripravili samo kuhan vin, ampak zaradi tega, da pridijo drugi ljudje k nam, zato da zboljšajo čaj. Okay. Torej, mogoče kaj pa je skrivnost vašega kuhanega vina? To moram pa pogledati naše fante, ki so to kuhali, pa ga moram poklicati. To skrivnost našega kuhanega vina je, da zboljšuje čaj, tako? Ja, v peklu je vročina, vse to. In tam se voda destilira in to so velike prednosti in pri čaju in pri kuhanem vinu. In kdo je zmagal letos? Prvo mesto v kuhanju vina je dosegla krajevna skupnost Trnovec, v kuhanju čaja pa občina Medvode. Naziv najstojnice pa je pridobila krajevna skupnost Bilje. Absolutni zmagovalec v mestnem jedru v soboto zvečer pa je bila dobra volja in druženje. Božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost je nagrajevanje delavcev, kjer so prispevali k dobremu poslovanju podjetja. Njen učinek je, da dviguje motivacijo in pripadnost zaposlenih podjetju. V Medvodah imamo po zadnjih dosegljivih podatkih iz leta 2016 kar 1545 podjetij, ljudi, ki delajo, pa je 4184. Po stavki zaposlenih v Heliosu, ki so zahtevali povišanje božičnice, smo pri največjih medvoških industrijskih zaposlovalcih povprašali, ali bodo in kako bodo nadgradili svoje zaposlene. V Medvodah imamo 4272 delovno aktivnih prebivalcev. Od teh je po zadnjih podatkih statističnega urada iz septembra letos zaposlenih 3634. Samozaposlenih je 664, od teh 56 kmetov. Uradno je bilo novembra letos 540 brezposelnih, od teh 286 moških in 254 žensk. Ti seveda ne morejo upati na božičnico. Največji industrijski zaposlovalci v naši občini so Helios z obratom v Preski z 220 zaposlenimi, Papirnica Goričane, Sogefi Filtration na Ladji in Brinox Engineering v Sori s po 200 zaposlenimi ter Donite Snit v Medvodah 196 zaposlenimi. Kot smo poročali v prejšnji oddaji, so Heliosovi zaposleni z več kot enodnevno spontano stavko izsilili višjo božičnico, kot je bila že več mesecev prej dogovorjena med vodstvom in sindikatom. Namesto obljubljenih 200 oziroma 350 evrov bruto bodo dobili 300 oziroma 500 evrov in še 1,5% letne plače zaposlenega. Heliosovi delavci so sicer zahtevali, da se jim zaradi letošnjih dobrih poslovnih rezultatov, za katere so zaslužni tudi oni, nakaže 1300 evrov bruto božičnice. To je sicer še vedno nekoliko manj, kot jo prejemajo zaposleni v avstrijskih podjetjih skupine Helios. In kako je drugje? Brinox bo, kot nam je pojasnila pristojna za stike z javnostjo Barbara Jurman, izplačal svojim zaposlenim maksimalno vrednost, ki še ni obdavčena, to je nekaj čez 1000 evrov. Direktor kadrovske službe Andrej Gazvoda iz Donite Snita je povedal, da so zaposleni dobili božičnico 19. decembra, vendar pa da ne želijo razkriti njene višine. Tudi v Goričanah, tovarni papirja, so skrivnostni. Poslovna sekretarka Teja Rezal je namreč odgovorila, da načrtujejo izplačilo božičnice, a da višina le-te še ni določena. Najbolj skrivnostni so v Sogefiju, saj nismo mogli izvedeti niti tega, ali sploh bodo izplačali nagrado zaposlenim.
Edino premoženje podjetja Bioštrom v stečaju oziroma nekdanji zemljišči Mihe Petača v Zgornjih Pirničah, na katerih je stala bioplinarna, sta bili včeraj, v sredo 20. novembra, prodani na prvi javni dražbi v prostorih stečajnega upravitelja v Mariboru. Kot je za televizijo Medvode povedal Silvo Zorec, stečajni upravitelj Bioštroma, je nepremičnini v skupni izmeri dobrih 28.000 kvadratnih metrov po izklicni ceni 881.000 evrov kupila družba za upravljanje terjatev oziroma slaba banka. Omenjena banka je bila tudi edini zainteresirani kupec. Stečajni upravitelj Silvo Zorec pričakuje, da bo dobil kupnino nakazano v 3 mesecih, ta pa bo nato nakazana upnikom. Pred razdelitvijo bo potrebno upoštevati tudi stroške stečajnega postopka, med katere stečajni upravitelj kot najvišje šteje stroške rušitve, ki so znašali 309.000 evrov. Slaba banka je tudi največja Bioštromova upnica. Nova Ljubljanska banka, pri kateri je direktor Bioštroma Miha Petač najel 2 posojili, je namreč 5-milijonsko terjatev prenesla nanjo. Ni znano, kaj bo slaba banka storila s kmetijskimi zemljišči, čez kateri deloma poteka 20-kilovoltni daljnovod. Na njih pa je nekoč stalo 11 objektov, ki so bili zaradi nelegalne gradnje v postopku upravne izvršbe odstranjeni. Na zemljišču stoji še fermenter, objekt naprave za bioplin in nedograjen hlev. Ostalo pa je tudi še nekaj nezasutih jam. Če bo šlo po načrtih, bo stečajni postopek Bioštroma, ki se je začel novembra 2013, končan po juniju 2018, pričakuje Zorec. V stečajnem postopku podjetja Bioštrom je bilo sicer 18 upnikom skupaj priznano za skoraj 5,9 milijona evrov terjatev. Do včeraj je bilo možno podati pripombe na spremenjen odlok o prostorsko-ureditvenih pogojih, v katerem novemu lastniku nekdanjega Sokolskega doma, zdravstvenega doma in na koncu Donitove poslovne stavbe, podjetju Hermes iz Železnikov, omogoča, da propadajočo stavbo dokončno podre, saj obstoječi prostorski akt omogoča le njeno obnovo. Kar pa je glede na stanje skorajda nemogoče. Na javni razpravi o tem dokumentu veliko razpravljavcev ni bilo. Pritrdili pa so večinskemu mnenju, da mora tukaj stati lepa stavba. Več o tem v prihodnji informativni oddaji, kot tudi še o enem propadajočem objektu, pa tudi o obnovljenem nordijskem centru Bonovec, ki so ga odprli prav danes. Nadzorni odbor občine Medvode je javno objavil že 7. končno poročilo o opravljenem nadzoru v tem mandatu. Tokrat je pod lupo vzel 3 javna naročila, prek katerih je občina iskala 3 koncesionarje. Izvajalca vzdrževanja in zimske službe na javnih cestah, poteh ter javnih površinah, izvajalca za urejanje zelenih javnih površin in izvajalca, ki bi skrbel za prometno signalizacijo in prometno opremo. Izbor izvajalcev, saj v prvih 2 sklopih, je povzročil kar nekaj nelagodja in nekaj vročih besed na relaciji stranke SMC in občinske uprave z županom na čelu. In kaj pravi nadzorni odbor po dobrega pol leta? Nepravilnosti ni zabeležil, dal pa je nekaj priporočil. Ni bilo prvič, da se je nadzorni odbor ukvarjal z vprašanjem odnosov med občino Medvode in izvajalcem javnih gospodarskih služb, predvsem kar se tiče rednega vzdrževanja javnih cest in poti ter zimske službe. Na začetku predvsem zaradi tega, ker občina to ni imela ustrezno urejeno. Ker mislim, da je do razpisa koncesij prišlo šele nekako po 10 letih delovanja občine. V prejšnjem obdobju so pač to urejali neki drugi pogodbeni odnosi. S tem smo se ukvarjali. Potem smo se pa nekako tudi ukvarjali z nadzorom dela koncesionarja. Predvsem zaradi tega, ker pač koncesijsko razmerje predvideva tudi, da koncesionar pripravlja določene izkaze, iz katerih se naj bi dalo ugotoviti, kakšna je njegova finančna uspešnost pri izvajanju te koncesije. To se pravi, koliko je zaslužil s tako koncesijo. In moram reči, da pri prejšnjem koncesionarju,
ki je pač izvajal službo vzdrževanja cest iz zimske službe. Do tega podatka nismo mogli priti, ker so bile pač njegovi izkazi vedno pomanjkljivi in smo imeli precej pripomb. Posledično je nadzorni odbor ugotavljal tudi nezakonitosti ter se spraševal o smotrnosti in gospodarnosti. Tokrat pa nadzorni odbor, kar se zakonitosti postopka, ki se je začel konec avgusta lansko leto in se zaključil marca letos, ni imel pripomb. Ključni problem tega razpisa je bil ta, da pač na koncu se strokovna komisija v bistvu ni mogla odločati med več ponudniki, ker je pač pri dveh in pri teh večjih sklopih teh javnih naročil smo pač ostali samo z enim ponudnikom. Tako da mi smo se v nadzornem odboru pač s tem vprašanjem nekako spopadli, poskušali ugotoviti, kako je bil postopek izpeljan in lahko smo ugotovili naslednje. Kar se tiče zakonitosti, v bistvu nismo imeli pripomb. Nadzorniki niti niso problematizirali dodatnih razpisnih pogojev, kot je to v svojih izjavah za javnost pomladi dokaj učitajoče storila stranka SMC, češ da ne verjame, da so bili vsi pogoji v razpisu potrebni in smiselni in še, da bi občina v nasprotnem primeru lahko izbrala ugodnejše ponudnike, kot pa jih je kasneje morala, saj le teh, kot rečeno, ni bilo na pretek. Dodatni pogoji za priznanje dejansko usposobljenosti so bili zastavljeni pod zakonskim maksimumom, sam občinski odlok pa v bistvu ni postavljal, kar se tega tiče, nobenih dodatnih kriterijev. Spomnimo, zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev je bilo namesto dotedanjega izvajalca samostojnega podjetnika Marjana Bezlaja za vzdrževanje javnih zelenic izbrano podjetje Florasport, ki je sicer podal dražjo ponudbo, je bil pa potem edini ponudnik. Za izvajalca vzdrževanja javnih cest in poti ter zimske službe pa je bil prav tako izbran dražji ponudnik, podjetje Gorenjska gradbena družba, saj edini protikandidat, dotedanji koncesionar podjetje Gradkop, ni posredoval popolne ponudbe. Gorenjska gradbena družba pa je postala tudi koncesionarka za urejanje prometne signalizacije in prometno opremo, saj je ponudila najnižjo ceno. V tem primeru so bile ponudbe namreč 4. Pri svojih ugotovitvah je nadzorni odbor upošteval tudi dejstvo, da se nihče od neizbranih oziroma zavrnjenih ponudnikov ni pritožil na Državno revizijsko komisijo. Nadzorni odbor je po drobnogledu vzel tudi prodajo zemljišč na Klancu, ki jih je občina Medvode že leta 2015 prodala podjetju Vilbos. Ta pa jih je kasneje oddal v najem izbranemu koncesionarju, Gorenjski gradbeni družbi za cestno bazo. Posledično je podjetje tako povečalo svojo konkurenčno prednost. Tudi tam nismo ugotovili nobenih problemov. Imeli smo pa eno priporočilo, da bi se pri prodaji zemljišč lahko občinska uprava bolj potrudila in mogoče na več mestih javno objavljala ponudbe za prodajo zemljišč. Kar pa se ocene smotrnosti in gospodarnosti tiče, dejstvo namreč je, da v dveh najbolj problematiziranih primerih ni mogel biti izbrani najcenejši ponudnik, saj je bil, kot rečeno, upravičeno izločen, pa so nadzorniki še zadržani. Bistvo smotrnosti je, da za manj denarja dobimo čim več. To bomo pač lahko pogledali takrat, ko bomo pač sešteli stroške, ki jih ima, pač to se pravi račune, ki jih bodo izdali koncesionarji in pa stroške delovanja režijskega obrata občine in to nekako poskušali primerjati z storitvami, ki so bile za ta denar upravljene. Taki podatki bodo na voljo šele ob predložitvi zaključnega računa za prihodnje leto, ko bo možna tudi primerjava le-teh s podatki iz minulih let. Za nadzorni odbor ni bila sporna niti odločitev, da je 8-članski komisiji pri izpeljavi postopka izbire izvajalcev na pomoč priskočila zunanja agencija. Izpeljava teh razpisov je lahko kar precej zahtevno delo, ker je pač treba pripraviti vso ustrezno dokumentacijo, ustrezne popise in tako naprej, tako da v nadzornem odboru se to
samo po sebi ne zdi problematično. Zdaj, verjetno tudi zato, ker pač te razpise ne delamo zelo pogosto in jih pač takrat, ko jih pa delamo, je pa smiselno, da jih naredimo dobro. Prav to pa je bil vendarle glavni očitek nadzornega odbora, da je bila pogodba oziroma koncesija podeljena zgolj za 2 leti. Saj je bilo to po njegovem mnenju tudi eden od razlogov, da je bilo prijav na razpise malo. Koncesijsko razmerje ne bi bilo neko dolgoročnejše razmerje med pač naročnikom in v tem primeru občino in pač izbranim ponudnikom, katerem bi pač one dva izgradila en soliden, kvaliteten odnos in medsebojno sodelovanje. Predvsem zato, da bi bile pač storitve lahko upravljane čim boljše. Jaz osebno vsekakor se ne bi odločil za razpis tako kratkih koncesij in pa seveda treba bo domisliti, kakšna bo vloga režijskega obrata. Županovo pojasnilo, zakaj so koncesije podelili le za 2 leti, je bilo predvsem, da bi imelo novo občinsko vodstvo, čez leto dni so namreč lokalne volitve, možnost izpeljati svojo morebitno drugačno vizijo urejanja in vzdrževanja občinskih cest. Hkrati pa je bil v času podelitve koncesij režijski obrat še v povojih. Dejstvo dejansko je, da je bila pogodba z izvajalcem urejanja zelenih javnih površin sporazumno že prekinjena, saj je delo v celoti prevzel režijski obrat. Najbolj aktualno vprašanje v teh dneh pa je, ali smo dobili dobrega koncesionarja zimske službe. Jaz osebno ne vidim bistvenih razlik med zdajšnjo in prejšnjo, pač med zdajšnjim in prejšnjim koncesionarjem. Mislim pa, da je marsikdo občutil to spremembo, da pač krajevne skupnosti same ne organizirajo več te zimske službe na manjših cestah in da pač to dela koncesionar, ki pa pač dela to verjetno malo drugače, kot so to prej organizirale krajevne skupnosti. Vendar tukaj je problem zakonodaje, ki pač zahteva, da se to izvaja kot javna gospodarska služba z koncesionarjem ali z javnim podjetjem ali z režijskim obratom občine. Vendar bi verjetno se lahko tukaj koncesionar tudi kaj drugače organiziral. V soboto 23. decembra bo minilo 12 let od tragedije pred diskoteko Lipa v Spodnjih Pirničah, ko so v gneči, v kateri je bilo okoli 500 zabave željnih, ki so želeli še pred 22. uro zastonj priti v lokal na neprijavljeno prireditev, po do smrti poteptali 3 najstnice. Lastniki lokala, ki so se požvižgali na plačilo več desetin kazni zaradi različnih kršitev, so v minulih letih večkrat menjali ime. Od septembra lani se mu reče diskoteka Klub 7. Odprt pa je, kot oglašujejo, od 10. do 22. ure in od 22. do 8. ure, čeprav nima dovoljenja občine Medvode o podaljšanem obratovalnem času. Zabave so, kot je razbrati na Facebooku, v decembru v polnem zamahu. Dogajanje pa budno spremljajo ne le na občini Medvode, ampak tudi pristojne inšpekcije. Če gre verjeti napovedniku na Facebooku, je v diskoteki, ki je specializirana za tehno in elektronsko glasbo, goste prejšnji petek, 15. decembra, od 23. ure naprej zabavala beograjska skupina Girl Panic. Sestavljajo jo 4 dekleta, DJ-ke, ki skupaj nastopajo manj kot 2 leti. Zabava s starimi glasbenimi hiti je napovedana tudi ta petek, od 21. ure do 5. ure zjutraj, v soboto 23. decembra. Na samo obletnico tragedije pred diskoteko bo zabava retro tehno, od 3 do 20. ure, za kar se zanima 260 ljudi. Na naše vprašanje, kako imajo lahko odprto od 10. do 22. ure in od 22. do 8. ure, smo dobili iz kluba 7 namesto odgovora vprašanje, češ, kako pa vi lahko vozite vozilo brez dovoljenja. Kmalu nato pa so zapis o delovnem času na Facebooku spremenili od 10. do 22. ure.
Na občini Medvode so nam na vprašanje o obratovanju lokala pojasnili, da klub Seven ne lani, ne letos ni oddal vloge za izdajo dovoljenja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. V letu 2016 je sicer v občini Medvode delovalo v podaljšanem obratovalnem času 17, v letošnjem letu pa 13 gostinskih obratov. Občina Medvode je zaradi tega intervenirala na Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat za delo in Tržni inšpektorat. Inšpektorat za delo je na terenu opravil ogled, vendar posebnih nepravilnosti ni odkril, zato je inšpektor postopek zaključil. Iz službe za odnose z javnostjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so za televizijo Medvode odgovorili, da Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo vodi inšpekcijski postopek zaradi degradacije dela kmetijskega zemljišča v bližini objekta, kjer je klub Seven. Inšpektorat je tako izdal ureditveno odločbo o odstranitvi dela parkirišča, ker je na kmetijskem zemljišču. Ker inšpekcijska odločba ni bila izvršena, so zavezancu izdali sklep o dovolitvi izvršbe. V nadaljevanju postopka pa še 5 sklepov o izvršbi z denarno prisilitvijo. V tem letu je inšpektorat izdal 4 sklepe o izvršbi z denarno prisilitvijo. Skupna višina izrečenih kazni v upravni izvršbi je 4500 evrov, v prekrškovnem postopku pa 500 evrov. Ker vseh izrečenih kazni zavezanec ni poravnal, je inšpektorat izterjavo izrečenih kazni odstopil Finančni upravi Republike Slovenije. Naj spomnimo, da je po tragediji na začetku januarja 2006 zaradi objektivne odgovornosti v primeru inšpekcijskih nadzorov v diskoteki Lipa odstopil s položaja glavni tržni inšpektor Roman Kladošek. Tržna inšpektorica se je namreč v primeru Lipa odločila, da bo prepovedala opravljanje dejavnosti, ko bo od lokalne skupnosti, to je od občine, prejela predlog za začasno ali trajno prepoved poslovanja in ko bo podjetje Roto, ki ga je ustanovil in zastopal Robert Tomas Zavašnik, pravnomočno kaznovano. Zavašnik je bil zaradi smrti 3 deklet obsojen na 5-letno zaporno kazen, vendar mu je ta po izmikanju slovenskih pravosodnim organom in skrivanju v tujini zastarala. Zaradi zatajitve delovnih strojev je bil leta 2014 obsojen na leto in 8 mesecev zapora. No, po 12 letih Kladoškova naslednica, glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlič za televizijo Medvode pojasnjuje, da je tržni inšpektorat pri zavodu ZIC, v okviru katerega posluje gostinski obrat Klub Seven, opravil inšpekcijski nadzor. Pri njem je ugotovil, da zavod ni prijavil niti rednega obratovalnega časa, niti ni pridobil soglasja občine Medvode k podaljšanemu obratovalnem času. Zavod se je namreč skliceval na dejstvo, da posluje v okviru kampa Lipa, s katerim upravlja zavod Nikoris, zaradi česar lahko posluje v istem obratovalnem času kot kamp in ne potrebuje posebne prijave obratovalnega časa niti soglasja občine. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, navaja glavna tržna inšpektorica, da v naravi kamp Lipa ni bil kamp, ampak zgolj šotorišče, kar pa ne zadošča za to, da bi znotraj njega delujoči Klub Seven lahko delil njegov obratovalni čas. Glede na navedeno je tržni inšpektor izdal zavodu ZIC odločbo, s katero mu je bila naložena odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti, in sicer tako, da si uredi obratovalni čas. Zoper odločbo je zavod vložil pritožbo, ki pa je bila zavrnjena. Odločba je 25. maja letos postala pravnomočna. V nadaljevanju je inšpektor ugotovil, da Klub Seven ne posluje, sedaj pa posluje občasno, zato se aktivnosti Tržnega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi s poslovanjem kluba nadaljujejo. Prejšnji teden se je v dvorani Kulturnega doma Medvode svečano zaključil projekt javnega zavoda Sotočje Medvode Fototrio 2017.
Klasičnemu klavirskemu koncertu Urbana Staniča je sledila predstavitev projekta in izbranih fotografij na 4 razpisane teme. Zmagovalka natečaja je Adriana Naglič. Njena fotografija na temo stičišča, poti in cest v občini Medvode pa krasi platnice Medvoškega planerja. Fototrio 2017 je nov projekt javnega zavoda Sotočje Medvode in povezuje raziskovanje lokalnega okolja preko fotografije in svojimi natečaji vabi celo leto ljubitelje fotografiranja, da sodelujejo s svojimi avtorskimi deli pri oblikovanju razstave na 3 lokacijah. V turistično-informativnem centru, v športni dvorani in v kavarni Sotočje. Za 3 razstavne prostore so se odločili, ker v občini Medvode ne razpolagamo z galerijo in imamo le galerijske stene v prej omenjenih lokacijah, na katerih so se odločili pokazati projekt širši javnosti. Leta 2017 smo na javnem zavodu Sotočje Medvode razmišljali, kako bi vpeljali nov celoletni projekt, ki bi povezoval ljubitelje določenega področja kulture in nekako povezal raziskovanje lokalnega okolja. Tako smo se odločili, da zastavimo za prvo leto kot prvič povezavo vizualne umetnosti z opazovanjem, raziskovanjem in nekako z gledanjem okoli sebe, ki lahko vodi v neke art produkte, s katerimi bi potem nekako naši občani in ustvarjalci se lahko izrazili. Mi pa bi od tega, iz teh izdelkov nekako skupaj oblikovali razstave in celoletni projekt, ki bi dal tudi letni produkt. V letu 2017 so bile tako razpisane 4 teme in 3 podteme, ki jih je povezovala krovna tema infrastruktura občine Medvode, železnica, mostovi po občini Medvode, krajevna jedra, stičišča poti in cest v občini Medvode. Predizbor je pripravil Boris Primožič, ki je za podtemo razstave Zgodovina prispeval tudi fotografije razglednic iz arhiva kulturne dediščine Medvod. Izbiral je med več kot 300 poslanimi fotografijami 30 amaterskih avtorjev in izbral 56 tistih, ki so krasile razstavne prostore. Finalno ocenjevanje pa so prevzeli fotografi Simon Podgoršek, Peter Košenina in Srdžan Živulović, dobitnik lanskoletne Pulitzerjeve nagrade. Fotografi morajo, ne glede na to, da so amaterski, da ne živijo od tega kot jaz, oni seveda vidijo s svojimi očmi. In zame kot fotograf ni, kako bi rekel, ni dobre ali slabe fotografije. Ne? Je samo, ali ti je všeč ali ti ni všeč. To je pa spet osebno. In seveda tukaj na tem področju sem jaz lahko samo kot nek žirant nekaj tehničnega pogleda, ali je to lahko sprejemljivo za nas kot profesionalce ali ne. Dočim, kaj se je pa fotograf mislil, ko je naredil fotografijo, je pa v njemu samo. In seveda mi smo tisti, ki lahko malo pomagamo, ne moramo pa seveda točno določati, kaj je človek mislil s tem. Kot še pravi, se je njegovo poklicno življenje pričelo pri 13 letih, ko mu je oče kupil fotoaparat in od takrat ga ni spustil iz rok. Kadarkoli grem, kamorkoli, imam jaz vedno aparat s sabo. In mi je čisto vse glih, a je to šport, a je to zabava, a je to narava, a so to ljudje, a je to dogodek. Moja služba je pač taka, da moram živeti ta trenutek in seveda ne gre drugače kot to, da slikam čisto vse, kar vidim, beležim, postavljam to kot neko zgodovino. Seveda zdaj v digitalni dobi je to veliko tega, ampak vseglih to je neka zgodovina in zgodovina, ki ostane. In jaz sem pač, imam občutek, da sem bil poklican za to. Najboljše fotografije so objavljene v letnem produktu, planerju za leto 2018, naslovnico pa krasi tista od glavne zmagovalke Adriane Naglič. Kako ste sploh zvedela za ta natečaj in zakaj ste se odločila, da prijavite svojo fotografijo, ki je bila hkrati tudi zmagovalna? V glasilu Sotočje sem zvedela za natečaj, zamudila sem prvo temo, pa vse na naslednje sem se pa prijavila. Ja. In mogoče zakaj ravno ta fotografija? Ne vem, to je ena izmed mnogih, sicer meni ni najljubša, ampak ja,
mi je pa všeč. Torej, slikate tudi sama amatersko, mislim, kakšni so vaši najljubši motivi, mogoče, če ni ravno Medvode, pa pač določena tema? Družinska praznovanja so meni najljubša. Za svečani zaključek projekta je poskrbel Urban Stanič s klasičnim klavirskim koncertom. Fotosekcija in literarna sekcija Kud Pirniče sta ob Svetovnem dnevu gora 11. decembra pripravili cikel 3 prireditev. Moje fotke za mojo dušo je bil naslov razstave z utrinki gora, kot jih je ujel objektiv Boris Rakovič Svizec. Nadaljevalo se je z literarnim večerom Obzorja lepot v interpretaciji Anice Horvat z gosti sorškimi orgličarji. Za konec pa nas je s potopisom v osrčje Nepala in Himalaje popeljala Mihaela Rus. Fotosekcija in literarna sekcija Kulturno-umetniškega društva Pirniče sta ob Svetovnem dnevu gora 11. decembra prvič, a ne zadnjič, pripravila cikel 3 prireditev posvečen lepotam slovenskih gora in gora po svetu. Stalo je preprosto iz ideje, kajti ljudje, jaz poznam veliko ljudi, ki hodijo v gore in smo se pogovarjali in smo preprosto se odločili, da že zdavnaj, že spomladi, da bomo ta dogodek naredili ob Svetovnem dnevu gora. Mogoče bo to celo stalnica v tem društvu, pa bomo videli, kaj bo prinesel čas. Zelo lepo bi bilo, kajti gore pač prinašajo veliko inspiracij in se da marsikaj narediti na to temo. Prišlo je pa resnično beseda da besedo in smo se pač to odločili. Moje fotke za mojo dušo je bil naslov razstave z utrinki gora, kot jih je ujel v objektiv Boris Rakovič Svizec. To je njegova prva fotografska razstava, pri kateri se je znašel pred naporno nalogo, kako izmed več kot 10.000 fotografij najti tistih 50, ki jih je predstavil ta večer. So gore in njene živali. Kar se tiče gor, to je smisel življenja, saj zame. Vidite zdaj po odzivu ljudi tudi njihovo življenje. Tako da vse vabam v gore, ampak po pameti v gore. To je moj moto, ne divjati v gorah. Paste nase in uživajte v vsakem koraku. To je količina slik skoraj 10.000 slik in mogel sem priti na 40 do 50 slik, to je bil pa težek izziv, to je bilo skoraj 6 mesecev trdega dela. Zadnji sklop 50 slik je bilo treba še za 10 zmanjšati, to je bil pa del cel teden, skoraj neprespane noči, da na koncu se moram zahvaliti moji dragi ženi, da je naredila zadnjo selekcijo. Res nisem več zmogel, se mi že mešalo do vseh slik, res mešance, res lepi občutki, ampak tudi veliko dela. Nadaljevalo se je z literarnim večerom Obzorja lepot, v katerem je Anica Horvat interpretirala svoje in besedila drugih avtorjev o lepotah in spoznanjih in v gorah. Literarni večer so popestrili še sorški orgličarji. Ja, izbor besedil je nekaj pobran iz planinske literature, nekaj tekstov je mojih, ker se včasih tudi sama usedem za računalnik, pa kaj napišem, potem ko pridem z gora, ker sem sama tudi navdušena gornica, planinka in je pač nekateri ljudje imamo ta dar, da majčkeno boljše ubesedimo tisto, kar doživimo v gorah, drugi to vzamejo v svoje fotoaparate, spomine, tako da pač je neka taka nabirka enega in drugega, torej mojih besedil in besedil, ki so jih v gorah napisali drugi. Za vas v občini Medvode najljubša gora, na katero pač splezate in o njej mogoče tudi kaj napišete? Ja, na mojo nesrečo je samo na pol občini Medvode, čeprav vem, Šmarna gora bi bila tista moja gora, zato ker lahko grem od doma peš gor in dol in vedno znova najdem koščke, ki me resnično navdušujejo, sploh na Garmadi, kajti na Šmarna gora je pač veliko poti preko Garmade, ni nujno, da sploh greš na Šmarno goro, pa potem mogoče Sveti Jakob, ker je tako romantična z cerkvico, ampak vse so lepe, vsaka gora po svoje lepa. Za konec večera pa je Mihaela Rus s potopisom z naslovom V osrčju Nepala in Himalaje predstavila gore, kulturo in svojo izkušnjo poti. Jaz sem zaljubljena v gore, že tukaj v naše gore, v Himalajo, v Nepal, že kar nekaj časa. Ko sem prvič obiskala Nepal, pa sem to videla, da tam so energije tako čiste, tako drugačne, ti otroci, ti domačini, njihovi obredi in seveda sama Himalaja, 8.000-aki, 7.000-aki, to ti da svoje čare. Dostikrat se vprašam, a je prav, kar počnem ali ne. S tem, ko gremo mi v Nepal,
jim pokažemo to našo civilizacijo in se že pozna kar dober vpliv tega in se zgublja tista njihova pristnost, ne. Ja, jaz si najbolj želim to, da ljudje, če grejo, da jim sporočim, kam naj se obrnejo, kako naj se obrnejo, da jim bo lažja pot, da bojo čim manj denarja zapravili, čim več osrečali sebe in pa seveda njih. Še ostajamo pri kulturi. V petek so na oder Kulturnega doma v Smledniku člani mlajše gledališke sekcije poimenovane Teater na 9 premierno postavili njihovo avtorsko predstavo Afera Julija in Romeo, pod režijo katere sta se podpisala Katja Hočevar in Urban Pipan. Mlajša gledališka skupina Kuda Smlednik, sedaj poimenovana Teater na 9, se je v tem letu ponovno odločila, da bodo na oder postavili celovečerno predstavo. Za člane Teatra na 9 je to že druga celovečerna predstava. Od prve se razlikuje v tem, da je ta prva, ki so jo izvedli pod novim imenom. Predvsem pa se razlikuje v tem, da je ta predstava avtorska, ki je nastala izpod peresa vseh njenih članov. V bistvu zaradi tega, ker smo imeli precej veliko težav z iskanjem sploh ene mladinske igre, ki bi bila primerna za našo skupino, torej ki bi bila namenjena nekim mladim v času srednje šole. In smo potem prišli na idejo, da bi pa mogoče sami nekaj napisali in so potem počasi kapljale neke ideje, s katerih smo pa ustvarjali neko konkretno zgodbo, neko konkretno predstavo. Že med poletjem se je skupina udeležila gledališke delavnice pod mentorstvom angleškega igralca Tonija Kilija, ki jim je tekom samih delavnic tudi dal idejo za avtorsko igro in jim tudi razjasnil proces nastajanja avtorskega dela. Tekom ustvarjanja pa so se člani Teatra na 9 odločili, da bodo za gledalce priredili znano zgodbo Romeja in Julije, na način, da prikažejo samo nastajanje te zgodbe v Shakespearovi glavi. Se mi zdi, da je bilo na enih vajah, da smo rekli, da bo vsaka oseba oziroma vsak igralec predstavljal eno zgodovinsko osebo in smo bolj iz tega prišli na Romeja in Julijo. V bistvu se sploh ne spomnim, kako točno je res prišlo že do tega, ampak ne vem, smo rekli, to je ena taka tipična zgodba, ki jo mogoče vsi poznajo, pa bi bolj iz tega lahko izhajali. Zanimivo pri tej igri je bilo tudi to, da so sami liki, ki so v njej nastopali, ustrezali značajskim lastnostim igralcev samih. Eni so se zase spomnili sami, za druge smo pa bolj malo glede na karakterne lastnosti njih, tako kot igralcev, pa potem pač kakšno povezavo imajo s temi zgodovinskimi osebami. No, pa se mi zdi, da smo drugače kar zadeli to. In pač jaz sem v bistvu taka, kot sem, predstavi, ne vem. Jaz moram biti malo večji ženskar v tej predstavi, kakor sem v bistvu v real lifeu. Verjetno zaradi tega, ker rada pišem poezijo in prozo in se najdem v samotnem življenju, ki ga je tudi Shakespeare imel. V bistvu se zelo povezujem s Shakespearovim življenjem na splošno. Samo igro so izpeljali v zelo hitrem času, saj so s pisanjem teksta zaključili šele sredi oktobra. Zatem pa so imeli 2 meseca intenzivnih vaj. Koliko je bilo? Ja, 1-2 meseca. Ne, pa malo več. Bolj intenzivne priprave smo imeli tako 2 meseca zdaj, ja. Navkljub hitri izvedbi je igra dobila veliko pozitivnih kritik in na koncu požela bučen aplavz. Meni se zdi res, da nam je res uspel. Malo smo imeli mogoče tako časovno stisko, ampak se mi zdi, da na koncu je rezultat res dober. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o tem, da je predsednik Medvoških socialnih demokratov Milan Šobac sporočil, da letošnji prihod dedka Mraza in obdaritev vseh otrok v Medvoški športni dvorani ne bo potekal pod okriljem socialnih demokratov, tako kot 5 let doslej, ker si je, tako Šobat, njihov nekdanji strankarski kolega Goran Šturm prisvojil vse sponzorje in že rezervirano dvorano prepustil svoji sestri Darji Šuster zgolj za promocijo plesne šole Urška in pridobivanje novih plesalcev. Nimam komentarja, brez veze, res brez veze. Mi smo to naredili iz srca, z dobro voljo, nobenega plačila nismo zahtevali od tega, to je bilo nam v čas, da lahko naredimo in mislim, da smo dobro naredili in to je vse. Pripravili ste lep programček, koliko časa ste se pripravljali, koliko otrok je sodelovalo v tem programu? Bilo je 5 otrok, oni so plesalci hip-hopa, vsi znajo igrati, ker je pač igra del plesa in del nastopa in jim je bilo to v veselje in s ponosom so se
pripravili za ta nastop. Sicer je bil to njihov prvi tak izziv, ampak še toliko večji in so prav uživali in res en teden smo vadili, tako res nam je bilo vsem v veselje in smo uživali. Kora Šturm več kot to, da gre za projekt, ki ga podpirajo medvoški podjetniki in za katerega upa, da se bo nadaljeval, ni želel komentirati. Kot pravi, so prav podjetniki tudi letos svojo donacijo omogočili nakup darila v vrednosti 10 € vsem prisotnim otrokom, ne glede na politično, versko ali kakršnokoli drugo prepričanje njihovih staršev. Šturm pa je bil na sobotni prireditvi vidno ganjen, saj je plesno-igralska prireditev z naslovom Darilo za dedka Mraza privabila lepo množico otrok, ki so bili vidno navdušeni nad dogajanjem. Ja, bilo je 10 večjih podjetij tukaj iz Medvod. Moram se zahvaliti Gorazdu Šturmu, ki je to vse zorganiziral. Največ je doniral Brinox in ostala podjetja tukaj v Medvodah in res iskrena hvala, da lahko se sploh to gremo, ker v bistvu je to njihova dobrodelnost in njihova dobra volja, da sploh to lahko speljemo. Že preteklo nedeljo je v pastoralnem domu Preski mešani pevski zbor kulturnega društva Jakoba Aljaža pripravil letni koncert. V goste so povabili glasbeni skupini Fone Megale in Sorške orgličarje. Tako so ravno na svetovni dan petja z letnim koncertom zaokrožili iztekajoče se leto. Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža je koncert pričel s prepoznavno domoljubno pesmijo Oj Triglav moj dom, ki jo je uglasbil Jakob Aljaž. Danes smo razdelili na 3 sklope. Prvi sklop je bil otvoritveni nekak pesmi Jakoba Aljaža, glede na to, da zbor nosi ime po njemu, pa tudi po drugi strani gre to za zelo tehnega skladatelja, ki je mogoče tudi malo preveč zapostavljen. Tako da 3 njegove, Triglav, Slovenska zemlja in Cerkvica. Potem smo imeli ljudski sklop, v bistvu je naneslo tako, da je prireditelj vseh Jože Leskovar in na koncu še 2 ljudski za zaključek. Druga nedelja v decembru je namenjena svetovnemu dnevu petja. Ravno na ta dan so pevci mešanega pevskega zbora Jakoba Aljaža z letnim koncertom zaključili letošnjo pevsko sezono. To je vsekakor tale letni koncert, na njem bazira ves program. V letošnjem letu pa smo precej nastopali po domovih za starejše recimo, pa en izmed glavnih nastopov je tudi revija v Sori, ki se je zbor udeležil vsako leto. To je pa neka taka, ta revija pa je podlaga za neko ocenjevanje zbora, zunanje ocenjevanje. Koncert sta popestrili gostujoči skupini Fone Megale in Sorški orgličarji. Pojete pri zboru Jakoba Aljaža in tudi igrate na orglice. Kaj pa vam je večje veselje? Ja, oboje mi je veselje, in petje v zboru in igranje pri orgličarjih. Samo da pri orgličarjih smo bolj složni, pri pevskem zboru je pa večina pevcev že starejših, eni so že malo gluhi, pa bolj malo nas je, ne? Niso več taki glasovi, kot so v mladih letih. Kje pa najdete čas za vse te vaje? Ja, si ga pač kar vzamem, ne? V bistvu živim za kulturo, ne? Mešani pevski zbor sestavlja že ustaljena sestava pevk in pevcev. V želji po pevskem podmladku prav lepo vabijo nove člane. Vadijo vsak ponedeljek v mesecu v pastoralnem domu v Preski. Edini pogoj za priključitev je veselje do petja. Pevski zbor pa že drugo leto vodi zborovodja Dominik Jakšič. Pa lahko poveste tudi nekaj o vas, odkot prihajate? Ja, v bistvu po rodu sem iz Zasavja. Sicer pa že skoraj 10 let v Ljubljani, ker sem šel na srednjo glasbeno, v bistvu konzervatorij, zdaj študiram na Akademiji za glasbo, tako da v bistvu nekako skoraj Ljubljančan. Koncert so zaključili z združeno pesmijo Pevec Antona Fersterja, ki je menda slovenska pevska himna. Z dinamično in glasovno močno izvedbo so poželi glasen aplavz občinstva. V Medvodah so zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila 3 vozila, povzročitelj je prejel plačilni nalog. V
Vlomilci so se tokrat trudili z vdiranjem v poslovni objekt v Medvodah, pa jim to ni uspelo. Je pa nekdo izvršil tatvino v Medvodah, k medvoškim policistom so prijavili tudi tatvino denarnice v tujini, pa nasilništvo in še eno kaznivo dejanje nasilje v družini. Kar se tiče dogodkov, ki so jih obravnavali policisti, je to vse. Vas pa kot običajno opozarjajo na previdnost. Tatovi so med prazniki še bolj dejavni kot sicer, priložnosti ne izpustijo. Zato poskrbite, da je ne bodo dobili. Z vestnim zaklepanjem vrat in pazljivim ravnanjem z vašim premoženjem. Opozorilo velja tudi za ljubitelje pirotehnike. Manj je več, a pirotehnike, katere glavni učinek je pok, je preveč v vsaki količini. V okolici šol, zdravstvenih ustanov in v strnjenih naseljih pa je celo prepovedana. Veseli december je lahko tudi brez pitja alkohola, če pa že, pa v zmernih količinah in potem nikar za volan. Leto 2017 se neusmiljeno izteka. Pred nami je le še praznični teden, v katerem bomo praznovali dan samostojnosti in enotnosti in se predali božičnemu razpoloženju. Čakajo nas prireditve, koncerti, gledališke premiere, skratka nadvse bogat teden. Lepe in umirjene praznike vam želimo in nasnidenje čez teden dni.